Blanka, se spomniš tisti 3. oktober, ko smo ugotovili, zdaj nas pa zapirajo, zdaj bo pa vse drugače, našega dogodka ne bo. In potem smo se lepo preoblikovali in jaz temu rečem, 42 predavanj v 24 tednih, dvigovali smo družbo, dvigovali smo starše, dvigovali smo partnerje. Potem smo se pa vrnili v službo. Kaj se je zgodilo potem? Ti si toliko v praksi, povej. Danes me kličejo kadroviki in vodje z enim samim vprašanjem. Želimo podpreti naše zaposlene, zaznavamo negotovost, nezaupanje, tesnobo, koga lahko pokličemo. To je vprašanje. In opažam, da enostavno smo v enem takem obdobju, ko nam vsem manjka enih trdnih temeljev, ko so se meje med tem, ali smo doma ali smo v službi, popolnoma zabrisale, kajti doma smo, hkrati kuhamo kosilo in smo ob tem še na Zoom sestanku, letimo k otrokom in medtem že telefoniramo za en sestanek. Takšno obdobje gotovo ni obdobje, ki bi ga bili zmožni preživeti na dolgi rok. Ja. Jaz tudi opažam zelo veliko različnega povpraševanja od podjetij. Če kdaj prej, se mi zdi, da zdaj kličejo, mi moramo razmisliti, kaj bomo pa zdaj delali, kaj bomo pa zdaj prodali, kaj bomo pa zdaj ponujali. In lepo mi je to, kako se združijo ene in druge potrebe in kako midve znava potem to nekako združiti za tem, v kar iskreno verjameva, in to je ravno pozitivna psihologija. In mogoče pozitivna psihologija nikoli do zdaj ni bila tako zelo, vsaj ne najina, v poslovnem svetu. In se spomniš, ko so včasih ugotavljali, zakaj ne. Pa mogoče dajva zdaj povedati, zakaj pa zdaj pa res ja. Točno to je zdaj ta karantenska situacija dala na plano, ne? Mi smo velikokrat v podjetjih pri razvoju kadrov načrtovali izobraževanja, in sicer izobraževanja na temo vodstvenih veščin, izobraževanja na temo prodajnih veščin, kako čim bolj izrabiti čas in tako naprej. Skratka, izobraževali smo za tiste veščine, ki jih bodo ljudje potrebovali pri delu, kajti osebno življenje, seveda, to je pa nekaj popolnoma drugega. In največ, o čemer se lahko pogovarjamo, je to, kako bomo usklajevali zasebno in poslovno. No, sedaj se je pokazalo, da ti dve področji sta ločeni samo umetno, zato da lahko na to temo pišemo članke. V resnici pa, če mi zaposlene podpremo v tem, da so dobri starši, bodo tudi boljši vodje, kajti to, kako vodijo otroke doma, se povezuje tudi, se pravi veščine, ki so za tem, se povezuje tudi s tem, da bom lahko bolje vodil tim. Če znam doma gospodinjstvo dobro organizirati in sem pri tem kreativen, da si spomnim vsak dan novo jed, ki jo bom skuhala, bom morda bolj agilno razmišljala tudi v službi, in ko nastane ena težava, jo bom znala morda pogledati iz večjih zornih kotov. Ljudje smo ena, možgane imamo ene in ne moremo ločevati na poslovno in zasebno. Prav zanimivo mi je, ker naša predavanja so bila recimo o pomoči v ranjenih kolektivih, in kar sem zdaj poslušala prijateljico, ki je govorila o družinski situaciji doma. Lahko je ta ranjen kolektiv doma, lahko je v službi. Psihološka varnost, še eno naše predavanje na tokratni konferenci. Mora biti doma, če delamo doma in živimo doma. In verjetno bi tudi vse ostale naše teme lahko prepletli na ta način, ne? Natančno tako, zato naslov Srečni v službi ni čist naključen naslov, kajti odraža to, da tudi delo je nekaj, kar je naš sestavni del, in včasih mi umetno rečemo, ja, doma smo lahko srečni, v službi pa zadovoljni. Ja, ne, tudi v službi smo lahko srečni, ukolikor to srečo razumemo v tem smislu, da delamo smiselne stvari, pri katerih se počutimo ustvarjalni in da lahko prispevamo. Kako do tega priti
je pa na vseh nas. Se pravi, da razvijamo pri sebi razvojno miselnost, da razvijamo svoje vodstvene veščine. To, kako biti agilen v svojem delu. Poglejmo sedaj, kolikokrat smo morali tekom enega leta obrniti naš stil dela, zato da smo lahko nekaj prispevali. Ja, ogromno. Če smo kdaj razvijali kreativnost, smo jo letos. Tako da celoten dogodek bo šel, jaz ti rečem, pod dežnik 7. konference o kreativnosti. In ta 7. konferenca gre pod velikanski svetovni dežnik svetovnega tedna kreativnosti in inovativnosti. In jaz moram reči, da sem neskončno ponosna. Tega letos praznujemo tudi v Sloveniji. In jaz sem tudi vesela podpore v vseh podjetjih, kajti meni se včasih zdi, da je kreativnost in inovativnost nekaj nebodiga treba. Namreč po eni strani ljudje v sebi mislimo, da to je nekaj, kar imamo ali pa nimamo. Spravi, če nisem kreativen, zakaj bi se o tem izobraževal, če itak ne morem nič narediti v zvezi s tem. Vendarle ti za svojim delom ravno obratno dokazuješ, da je ravno to veščina, ki jo lahko še kako izgradimo. In po drugi strani se mi tudi pri podjetjih zdi, da razmišljajo na način, čakajte, vse mi poslovni model imamo, vse, kar moramo narediti, je to, da ta poslovni model vedno znova izvedemo. Zakaj bi torej potrebovali kreativnost, če pa samo dostavljamo pakete, če pa samo pakiramo knjige, recimo, Ampak kje, če ne ravno tukaj? Ja, in kdaj, če ne ravno zdaj? Konferenca je za vse brezplačna, zato da boste vi srečni v službi in doma, v zameno za vaše donacije. Tega pa ne pozabiti, to je pa najino krožno gospodarstvo. Definitivno, kajti če nekaj dobimo, bomo k razvoju družbe prispevali na ta način, da potem nekaj damo tudi naprej. In tudi če je to simbolično, kot praviš ti, če vsak prispeva malo, skupaj naredimo veliko in rezultati se potem poznajo. In zato se vidimo od 15. do 21. aprila. Vsak dan ob 2 in ob 8 zvečer.